Polno, ampak za pol cene. Ej, a lahko tudi jaz za pol cene? Seveda, itek pa plača Generali. Natoči polno, polovico plača Generali. Več na generali.si. Zavarovalnica Generali. Letošnji že 9. izbor za poslovni avto leta je združil 9 vrhunskih menedžerjev. Med njimi sta bili tudi 2 predstavnici nežnejšega spola in 5 najboljših avtomobilov, 4 Nemci in 1 Japonec. Na Vranskem pa je na svoj nastop nestrpno čakal izjemno temperamentni Italijan. Junaki tokratnega izbora so bili Aleksandr Zalaznik, generalni direktor družbe Danfo Strata, Petra Melanšek, direktorica Vivapena, Tanja Skaza, direktorica podjetja Plastika Skaza, Borut Vrviščar, direktor Kene Nagel Slovenija, Andrej Božič, generalni direktor steklarne Hrastnik, Marjan Trobiš, direktor družbe Boxmark Leather, Miran Vršec, prokurist v podjetju Nova Panorama, Samo Renčel iz Pošte Slovenije in Mirsad Babič iz zavarovalnice Generali. Pločevinasti lepotci, s katerimi so menedžerji preživeli nepozaben dan, pa so bili Mercedes-Benz razreda E, Audi A8, Mercedes-Benz razreda S, BMW serije 5 in bencinsko-električni Lexus GS. Menedžerje je tako čakala zahtevna preizkušnja, kjer so morali pokazati vse, kar znajo in zmorejo. In so šli, vsak svojim, smer Vransko. Vozniki so se morali z avtomobili tudi spoznati. 15 sekund ste lahko po zakonu brez, in on bi zdaj moral videti črto zazna in ga vrne nazaj. Super. To je pa ludnica. Tega, ki ga ravno kar zdaj vozim, tale Mercedes S, moram reči, da glede na to, da nimam prav veliko izkušenj z Mercedesom, da sem bil do zdaj bolj za tiste avte, ki so menda bolj športni, je super. Zelo dober občutek, sploh za to, glede na to, da je moj M še raste in da vedno bolj cenim druge stvari pri avtu kot včasih. Se mi zdi, da tale avto da nudi res vse, kar pač najnovejša tehnologija ponuja. Jih voziti po lokalni cesti. Če testiram avto, ga rajši po stranskih cestah. Drugače, nažalost, glede na posel, ki ga opravljam, pa ni časa, da bi se vozil naokrog, tako da potem je res mogoče samo tisto čim hitrejše od točke A do točke B, takrat je avtocesta. Doživeti vse čare tehnologije, ki jih avtomobili premorejo. Dvakrat je že sam zaveril, tako da malo bolj mu že verjamem, čeprav občutek pa na začetku moram reči, da je kar malo ne rečem, neprijetni. In preizkusiti njihovo hitrost. Držite kamero. Držim. Prvič vozim hibrida in moram reči, da sem kar presenečen. Jaz sem mislil, da hibrid je malo tako bolj tok, ampak tukaj pa kar potegne. Ni zdaj kot turbo, ampak moram reči, glede na celo sestavino in da sem prej čul, da porabi samo 8 litrov pri skoraj 400 konjev, Odlično. Največji preizkus je menedžerje in njihova testna vozila čakal v AMZS-jevem centru varne vožnje na Vranskem. Pločevinasti lepotci so morali pokazati svoje zmogljivosti na drsni in mokri podlagi ter med stožci, vozniki pa veščine obvladovanja vozil. Po prvi spretnostni vožnji so bili nekateri izjemno navdušeni. Uživala sem, resnično uživala. Vsak avto predstavlja neko svoje doživetje, tako da, ko me boste vprašali, kateri avto je najboljši, se bom zelo težko odločila. Resnično. Mislim, da so vsi v redu, ampak dva sta mi zdaj trenutno najljubša. Glede na to stabilizacijo, katero so pokazali in moram reči, da bomo videli še naprej, kako bo, ampak mislim, da smo kar blizu že eni odločitvi. Favorita sem že izbral, ker avto zame ni samo prevoz od točke A do točke B, ampak pomeni strast, passion na nek način, tako kot tudi v službi. In od prvega trenutka, ko sem se sedel v avto, je bil v mojih očeh zmagovalec, sem zaenkrat ga pa še ne bom razkril.
Ja, na tem poligonu pač so bili pa malo drugačni kriteriji oziroma pa malo drugačne razvrstitve, kar je zelo zanimivo. Tako da nimam favorita, moram reči, da so zelo različni in da je to odlična izkušnja takole poskusiti različne avtomobile. Vendar odločitev ne bo lahka. Favorita še nimam, vsi avti so tako dobri, da res težko se odločiti. Vsi so dokaj podobni in odločitev bo na milimetre, kot bi rekli. Vožnja na poligonu pa se še ni končala. V tem drugem delu jih čaka zdaj hitrostna preizkušnja, bomo rekli, da je to dinamična preizkušnja z upoštevanjem vseh veščin, ki so jih že občutili v tem prvem delu, bojo tudi tukaj upoštevali, tukaj ne bo drseči površin, bo samo asfalt in seveda zavita proga, kjer bojo mogli pokazati veščino obvladovanja avtomobila pod tistim psihičnim pritiskom, da bi bili najhitrejši. Adrenalin je rastel, prav tako hitrost in tekmovalnost med menedžerji. Za razliko od minulih testnih izborov za poslovni avto leta se ob prihodu italijanskega lepotca Maseratija Gilbija nebo nad Vranskim ni zjokalo. Bilo je le nekaj sramežljivih dežnih kapljic. In trenutek, ki smo ga čakali vsi, razglasitev najhitrejših. Prvo mesto si je prislužil Lothar Šupe iz BMW Group Slovenija. Na drugo mesto se je zavihtel Miran Vršec iz Nove Panorame, na tretje pa Marjan Trobiš iz Boxmarka. V povprečju so bili najhitrejši Mercedes razreda E, BMW serije 5 in Lexus GS. Rezultati tokratnega testiranja so menedžerji zlili tudi na papir. Menedžerji so primerjali ceno vozila s tem, kar ti pločevinasti junaki zmorejo in jih razvrstili z ocenami od 1 do 5. Glas bodo dali tistemu, ki po njihovem mnenju zmore največ, ima vrhunsko tehniko, obliko in moč. Katera od menedžerskih limuzin ponuja najboljšo kombinacijo luksuza, dinamike in učinkovitosti za zahtevano ceno? Bosta to morda razkošna Mercedesa razreda E ali S? Morda bencinsko-električni Lexus GS? Ali pa večna tekmeca BMW serije 5 in Audi A8?